Lepo pozdravljeni na tale sredin dopoldan. Mi smo še vedno na Miklošičevi ulici v naši volilni kavarni. Nadaljujemo z našimi pogovori z kandidati za državni zbor. Ne opomnem, samo še teden dni in pol je do 22. marca, tako da do dneva odločitve nas loči le še okoli 10 dni. Zdaj pa je v moji družbi naslednji kandidat, gospod Marko Staroveški. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. Dobar dan. Ste gospodarstvenik, politik, ki delujete kot član Državnega sveta Republike Slovenije, ste predstavnik delodajalcev. Govorite več tujih jezikov, med drugim nemški, pa češki, pa slovaški in hrvaški jezik. Kako to? Češčino sem se naučil takrat, ko sem postal predstavnik slovenskega gospodarstva, v bistvu takrat Metalke. Kasneje Kovintrada, istočasno smo se učili tudi slovaščine, ki je zelo podoben jezik, v bistvu malo bolj podoben, kot je v prvem trenutku češčina. Nemščino smo se učili v šoli, potem pa seveda mi smo tudi srbo-hrvaščino imeli kot jezik v osnovni šoli. Zaradi samega dela, kot sem zasledila, ste delali v Metalki, ki je tukaj zelo blizu bila, potem se je zaprla, mogoče spomnite, kjerga leta, in ste v bistvu vi delali v Pragi, če sem prav zasledila. Povejte, kako hitro ste se naučili jezika? V bistvu v pol leta sem osvojil že češki jezik v tem, bi rekel, osnovnem jeziku komunikacije. Po 2 letih pa lahko rečem, da me neki Čehi tudi niso več prepoznali. Tako da sem obvladal res češčino odlično, govorim pogovorno, pisati se pa nisem nikoli naučil. Zato, ker imajo kar, bom rekel, h-je pa y-ne in tako naprej. Žena moja pa to osvojila odlično, otroci, sin pa posebej zelo dobro. Zdaj pa, če greva na današnji čas, državnozborske volitve, ali vi menite, da je biti politik pred 20 leti bilo težje kot recimo sedaj? Na nek način da. Na nek način da je pred 20 leti v bistvu, bi rekel, po osamosvojitvi bila druga energija. Ene polno energije je bilo v tem samostojnosti. Danes pa moram reči, da se preveč delimo, preveč, bom rekel, premalo je spoštovanja v odnosih, tudi, bi rekel, ljudje pričakujejo spoštovanja zaradi pozicije, ne, spoštovanje si je treba pač zaslužiti z svojim delom in z svojim postojem. Dajte mi zaupati, kako se je vaša ta poslovna kariera odrazila v vašem delu pri politiki, zdaj, ko ste v državnem svetu? V državnem svetu sem pač pristal na podlagi pogovora z predsednico trgovinske zbornice. Povedala je, kakšno je to delo. Nisem si predstavljal, da je to res veliko dela, zelo odgovorno delo. Lahko pa pristopiš tudi kot neodgovorno, ampak to mi ni bilo nikoli v krvi. Tako da sem vzel to odgovorno in vzame veliko časa, veliko več, kot je pa v štartu bilo mišljeno. Kmalu bojo tudi volitve za državni svet. Računate, da se boste ponovno potegovali za stolček? Ne, pri mojih letih bom vseeno iskal varianto, da bi v državni svet kot predstavnik trgovinske prišel nekdo malo mlajši, kot sem pa danes jaz. Boste predali štafeto torej? Z veseljem, predvsem pa zaradi nove energije, mlade energije, ki je nujno potrebna. Zdaj pa pogledava malo v prihodnost. Kako pa vidite politiko čez recimo 10 let? Prihodnost politike v Sloveniji? Kot prvo je volitve pravzaprav se zelo spreminjajo. Torej zelo pogosto Facebook in vse, bom rekel, ostali načini komunikacije so danes prisotni. Včasih so bili pač samo na televiziji 2, 3, bom rekel, posveti oziroma razgovori, tako da to se zelo spreminja. Ampak politika mora vzeti odgovornost. Mora prevzeti odgovornost za prihodnost države, kajti v tem trenutku lahko rečem, da smo na prelomnem delu.
mislim, da so te volitve prelomne. Ne bom rekel, da so usodne, da bo konec sveta, ampak mislim, da je potrebno nujno, sprememba je nujno potrebna za boljšo Slovenijo. V navezavi na to, kar ste rekli, kako pa vidite povezavo med gospodarstvom in politiko? Gospodarstvo mora kot na prvem mestu skrbeti samo za sebe. Vendar politika ne sme biti pa nikoli tista, ki napade ali pa ovira gospodarstvo. Tudi ti razgovori, ki so, bom rekel, dileme na davčno politiko. Davčna politika se ne more menjati danes na jutri, ampak mora biti jasna za naslednjih 10-20 let. Le tako se gospodarstvo lahko prilagodi. Nekateri niti tega ne razumejo, da če nekaj takega spremeniš, da celo gospodarstvo mora vse softverje spremeniti. Kajti, ko se spremenijo pravila davčna, je treba prilagoditi softverje. In pravno se to ni noben strošek, če ga pa pogledamo skupaj v gospodarstvo, je pa to ogromen strošek. Zdaj pa greva še malo na vašo kandidaturo. Kako to, da ste se odločili za kandidaturo za biti poslanec v Državnem zboru? Če vam uspe, se boste vrnili v isto stavbo. Tudi Državni svet ima tam svoje prostore, mogoče samo kakšno drugo nadstropje, kjer boste imeli pisarno, ne? Kdo vas je spodbudil za tole? Midva z Markom Lotričem sva prišla isti dan, v isti uri. Imenuje se to 12. december, ob 12. uri, takrat nastane nov mandat v Državnem svetu. Takrat sva po dolgem času prišla tudi osebno skupaj in odlično sodelujeva. In ko smo ustanavljali Fokus, bi rekel, iz pogleda gospodarstva, obrtnikov, kmetov, sem se odločil, da vstopim v Fokus in podprem to idejo. Zdaj pa, če greva še malo na vašo kampanjo, kje točno kandidirate, zaupajte našim gledalcem in poslušalcem, ter kako poteka vaša kampanja v tem volilnem okraju, v vaši občini, kakšne imate odzive iz terena, kako se ljudje odzovejo, ko vi pristopite do njih in ponudite kakšen promocijski material, kakšni so odzivi? No, četrtna skupnost Sostra je največja po površini ljubljanska četrtna skupnost. 1/3 Ljubljane je naša četrtna skupnost. Tako da je najlepši del zeleni v Ljubljani, ki ga pač moramo na vsak način ohraniti takšnega, zato imamo tudi projekt Zelenega Sostra, kjer je civilna iniciativa krasno sodelovanja tudi z predstavniki četrtnih skupnosti pripravila projekt Zelenega Sostra. Lotil sem se pravzaprav z panoji, z tem delom, po drugi strani pa tudi v kontaktu z raznimi društvi, ki so zelo veliko društev imamo v Sostrem. Eno najbolj aktivnih društev, mislim, gasilci, to je tako ali tako standard, ampak drugače športno društvo, turistično društvo, največje društvo upokojencev je v Sostrem. Ima 450 članov. Pohvalno. Tako da to, v glavnem pa delim naše materiale, se pogovarjam z občani in mislim, da je naš konc kar naklonjen naši ideji, pozdravljajo to združitev, kar pravijo v Sloveniji ste pač ena od izjem, ki ste bili sposobni preskočiti meje in se združiti v eno skupino in skupaj nastopiti na volitvah. Zdaj lepo še za konec. Če bi imeli možnost, da bi vodili državo za en dan, katera odločitev bi bila, ki bi jo sprejeli v tistem momentu? Mislim, da je prvo res določeni popravek davčne zakonodaje. Ne pričakujem pa, da je to, bi rekel, ta naloga
ključna za državo, ampak je pa pomembno sporočilo državi, da ta zakonodaja, ki je nastajala v zadnjih 3 letih pa pol, je šla v napačno smer. Tako da to je eden od glavnih korakov. Želim si pa ena zadeva, in to pa pomeni, da se vzpostavi zaupanje, spoštovanje v državi in da je to tudi politika, ni več neko, bom rekel, nepotrebno kolo, ampak da postane bistvo našega obstoja in naše države. Gospod Marko Staroveški, najlepša hvala, ker ste bili moj gost tukaj v volilni kavarni. Pridite še mimo, mogoče samo za druženje z ostalimi kandidati. Jaz pa vedno na koncu vprašam vsakega kandidata, kam gre naša skupna lista v akcijo. Hvala lepa.